Jaz imam ogromno enih lukenj v spominu, ko se spominjam nazaj. Mi smo začeli leta 2002, to je kot da bi nas izstrelili v nebo. In to je bilo tukaj enih obveznosti, in ker sem zmeri rada pela, meni je mami rekla, ti takoj, ko si spregovorila, si začela peti. Tako da nekako vejo, da sem tudi tam, ampak vsekakor je pa najbolj razpoznavno ime Alenka iz skupine Bepop. Danes ob skodelici kave gostim pevko Alenko Husić. Lepo pozdravljena. Pozdravljena, hvala za vabilo. Dobra kava. A je tvoja prva danes? Ne, sem pa že kar eno spila. Jaz imam ponavadi tako, ko vstanem, sicer nisem glih za tiste močne turške, si rada naredim kar eno tisto, se veš, instant kavico, glih tukaj, da se malo pocrklam in pičim dalje. Pa je vedno z mlekom? Recimo, da mleka niti tako ne uživam, kaj preveč, ampak sploh teh instant kav brez navadnega mleka ne morem piti, s tem, ko turško pijem z rastlinskim mlekom. Aha, okay. Koliko jih pa spiješ na dan? Ja, to pa imam kar eno neko mejo, 3 na dan. Ne? Ampak bom tako spet rekla, zmeri poudarjam, če rečem mogoče komu 3 ali pa tudi, če se zgodi še 4, zmeraj rečem, da so to res te instant kave. Tako da, če bi turško, ker vem, da ponavadi, ko grem k moji mami v Prlekijo, ona pa res turško kuha in tam, ko 2 spijem, mi že ne naredi najboljš, no, ker to so pa res kave. Ta orang, kot pravijo. Večina te pozna kot pevko iz skupine Bepop. Tako. Se mi zdi, da te je to res zaznamovalo, a ne? Je. Pa verjetno se tudi ponavadi intervjuji začnejo s tem. Tako je. Sicer, ko sem še z drugo zasedbo, ker načeloma Sopranosi, že dobrih 15 let delujemo, tudi nekaj avtorskih pesmi smo že nanizali, tako da nekako vejo, da sem tudi tam, ampak vsekakor je pa najbolj razpoznavno ime Alenka iz skupine Bepop. Pa verjamem, da te nič ne moti. Ne, nikakor. Veš kaj, mogoče, pa ne bom rekla moti, ker nočem izpaditi, ne vem, glejo. Ne? Mogoče mi ne bilo prav, če bi se res trudila v neki drugi zasedbi, orang, in Bepop ne bi bil več, mislim, ne bi bil nazaj na sceni. Mi smo pa zdaj z dekleti od leta 2019 nekako se nazaj zagnale, sprva bolj nostalgično mišljeno. Ogromno je bilo enih popraševanj, kaj če bi, pa ravno en tak ta prav čas je bil. No? In polje načeloma iz tistih nekaj ogromno nastopov, ratal prvi Daj se nasmej in smo kar začeli nizati malo pesmi, ampak tako zelo neobremenjeno in z nekimi pritiski od odzadaj, zdaj pa treba narediti tuk in tuk projektov na leto, tako da nam je ful fajn, ker so vajeti v naših rokah. Torej je v bistvu to največja razlika, od prej Bepop pa zdaj, da vse malo bolj sproščeno tako po feelingu. Mogoče, če kdaj rečem, pa to res ni nek hec, no. Jaz imam ogromno enih lukenj v spominu, ko se spominjam nazaj. Mi smo začeli leta 2002, to je kot da bi nas izstrelili v nebo. In to je bilo tukaj enih obveznosti. Jaz sem recimo, ne vem, začela z dopoldanskim fotkanjem v Ljubljani in pol sem šibala nekam, ne vem, na Gorenjsko, pa smo imeli v Murski Soboti nastop. Recimo, to je bilo ogromno enih prevoženih kilometrov, ogromno enih obveznosti in ni čudno, da tudi ogromno enih lukenj v spominu. No. Ampak je pa seveda ostalo tudi veliko lepih. Ne bom rekla, da se marsičesa ne spomnim, ampak je res hecno, ko smo dekleta kdaj tako na kupu, pa se kaj pogovarjamo, pa ne vem, Ana omeni. Se spomnite tega, pa tega. Prosim, kdaj je bilo to? Ali pa jaz se spomnim kakšne prigode in tako, pa vsi dopolnjujemo te naše mozaike. Ja, veliko je bilo dogajanja, je pa tudi res, da vsak človek si neko drugo stvar zapomni, ki mu je pri srcu. Točno tako. Kaj pa en tvoj tak najlepši trenutek, na katerega se rada spomniš zdaj iz tistih časov? Iz tistih časov? Pa sigurno jih je ogromno, ampak jaz bom mogoče res izpostavila ali te odre, druženje z oboževalci. Nikoli nam ni bilo, ne vem, breme po kakšnem koncertu se podpisovati ali pa
včasih, se ne vem, če še to zmeri delajo, mislim, da ne. Ko je, ne vem, ali šel album ali single in so pol naredile založbe, omizja velika in pol so oboževalci prišli. Aha, pa podpisovanje. Tako je, in to je bilo po par ur. Ker to, ne vem, Živa ni prišla samo z CD-ko, ne? Živa je prišla še z 4 zvezki, pa še za sosedo, pa še za sestrično. Tako da, ampak seveda, to smo z največjim veseljem. Ali pa nasploh spomini na sam Popstars, na audicije, ker to je bilo zame. Jaz sem recimo prleška punca, jaz sem rasla skoraj da na kmetiji, čeprav kmetije nismo imeli doma, no, imeli smo mogoče kakšnega prašička, to je pa vse, pa kokoške. Sem rasla gor z nemškimi televizijami in jaz sem seveda tam spremljala Popstars. In ker sem zmeri rada pela, meni je mami rekla, ti takoj, ko si spregovorila, si začela peti. Sem rekla, če bi kaj tazga v Sloveniji pri nas naredili. In takrat je še to bilo obdobje pred prvim Popstarsom, ki se je zgodil leta 2002. Ni bilo ničesar, ni bilo teh reality televizij še pri nas. No? Tako da to je res bila tista prva in ko sem prebrala novico, da to prihaja k nam, Alenka se bo prijavila in sem se. Koliko si bila takrat stara? Je bil kar pogoj, da si star 18 oziroma da v tistem letu dopolniš 18 let, kar se mi zdi pravilno. No? Tako da jaz sem bila stara 18 let. Vem, da so se skupaj z Majo Založnik sva se prijavili, ker smo bili sošolki v srednji šoli. Vem, da so bile audicije v Mariboru na Štuku. Še tega se spomnim. Ful sem bila sicer nervozna, čeprav sem bila suverena vase in v svoje petje, ampak veš, tam so kamere, tam so mikrofoni, ki ti jih tišijo pod nos, ker v bistvu jaz nisem bila navajena tega. No? Ja, itak. Ampak se pol neko z leti navadiš. Mislim, da sem res dobila z leti pol tisti nek filter. Iskreno. No? Malo se naučiš, kako se obnašati. Pa to ne pomeni, da sem se preveč oddaljila od same sebe. Vseeno moram pohvaliti, moja dva sta me v redu vzgojila, čeprav sem zmeri bila jezna, ker sta preveč stroga, ker nisem smela nikamor. Pa ker sem naenkrat... Zdaj si hvaležna. Ja, ne, sigurno je fajn, da nisi prehiter spuščen z neke verige, no? Ker vidim recimo že pri hčerki starejši 15, no, ona bi že šla marsikam. Sicer imamo zelo veliko zaupanja, ampak se mora res držati nekih ur. To ne pomeni, da jo že puščamo ven diskoteke nikakor, ampak tako, če se s kakimi prijatelji dobi, se kar mora držati ur, ker če zamudi, jih faše, mislim, na tak način, da ima naslednjič mogoče ima skrajšamo izhode in tako naprej. Tako da kar malo to vzgojo, ki si jo ti prejemala, peleš naprej. V bistvu bom kar iskreno povedala, bolj strok je Primož, partner, oče. Jaz sem zmeri rekla, moja dva sta bila tukaj stroga. Pa to ne pomeni, da sta bila, ne vem, fizično ali pa kaj tako. Res sta bila stroga. Sem rekla, jaz ne bom nikoli tako stroga. Tako da obe moji hčerki vesta mene kar tako orenk, okoli prstka, takole ovid. Sicer to ne pomeni, da ne znam biti huda, ampak sem verjetno veliko bolj popustljiva, kakor oče. Ja, se otroci kar vedo, koga lahko navijajo. Ja, to kar opažam pri ta starejši, ko imamo eno skupno skupino na telefonu in seveda, ko se kaj obveščamo se vsi, ko pa je treba kaj sfehtati. Mami. Ja. Z oči tam se zmen. Tega odgovora ni vesela. Ne, nikakor. Veš, kaj pa me še zanima glede Bipopa? Imaš mogoče shranjen doma kak takšen predmet iz tistega časa, pa da ti veliko pomeni? Pa verjetno ste imeli polno nekih majčk potiskanih, pa CD-ji, pa... A veš, da tukaj moram res Tinkaro pohvaliti. Ona se vidi, da je devica po horoskopu in je res redoljubna in ona, včasih jo kar za Ano tako malo pogledala, ona ima še recimo kakšne fascikle, dnevnike iz ne vem koliko let nazaj. Ne, to mora imeti res ogromno shrambo, arhiv, bom rekla. No. Jaz pa takrat, ko smo začeli, ne vem, nekaj sem si malo shranjevala, članke, pa se mi več ni dal.
Mogoče mi je danes žal in vem, da sem pol enkrat tudi dobila neke fascikle od oboževalcev in sem si jih shranila. Danes sem mogoče malo bolj skrbna, kar se shranjevanja tiče. Imam pa iz tistih časov, jaz sem recimo vedno bila bolj za modo in kaj imam gor na sebi. In sem si prešparala iz leta 2003, ko smo bili z Bepop na EMI. Evo, prej smo se pred kamero malo dotaknili te teme. Sem imela en tak body, tak full edgy, tak zelo hud, ker smo takrat sodelovali z eno trgovino. In sem ga recimo ko po ne vem kolikih letih iz enega predala potegneš nekaj ven in je kot nov. In sem ga recimo letos, ko smo imeli fotografiranje za Popstars, ki se bo zgodil Popstars Reunited naslednje leto, torej 25. januarja v Media Centru, sem ga oblekla za fotkanje. Tako da smo malo dali namige, pa da mogoče, če se kdo spomni, iz kje je to. No. Tako da, Pa so se? Se je kdo spomnil? Ja, pa ne, ali pa mogoče še smo malo celo premalo mi izpostavili tole zgodbo. No. Tako da vem, da sem ene par jim dala, kje mi je to znano? Tako da so prišli malo pogooglati, sem dala malo namig, pa so šli, tako da ja, evo, iz leta 2003 mi je še zmeri prav body. To sem hotela reči. Ja, no, tako da. Se ti malo dopade, ne? Ja, itak, da se mi ne. Ja, pa res krasen, vse se vidi, da se moda res obrača. Ne? Ja. Nekaj, kar je bilo tukaj in tukaj let nazaj in vmes malo pade, zdaj pa je spet. Točno to. Zdaj moram ti tudi pogledati, kje je tam. No, zato ni čudno, da imam tukaj polno omaro, ne? Ker se zelo težko, kako da rečem, odpovem določenim kosom, pa še zmeraj imam dober zagovor, ker imam 2 hčerki. Zdaj mi že starejša pride malo. Zdaj so ta leta. Mami lahko to sposodim. Pikar. To je pa tudi kar dobro, ne? Da seveda. Starejša hčerka pride, ne? Seveda. Glede na to, da je zdaj v najstništvu. Samo zdaj so še bolj te športne stvari, ne vem, kakšni teli hudi, gordor sem, ko pa bo napadla te moje neke oblekce, pa neke majčke. Pa petke? Ja. Tudi bo prišel čas. Ja, ni še tam. Ne. Tako da januarja Popstars, velik reunion. Tako je. Se veselite? Seveda. Sploh zato, ker zdaj še imamo powerke zraven, ker to bomo pol res čisto ta prva zasedba na odru. Mal smo že probali tale, kako ne rečem, nostalgični odrski občutek 2 leti nazaj podoživeti in je bilo res enkratno. Mislim, da smo imeli 3 koncerte. Iz tega naslova takrat powerke še mislim, da niso bile pripravljene, pa obveznosti in tako naprej. Ampak seveda, iz leta 2002 smo mi bili prva zasedba, ne? Bepop, Game Over, Sebastian pa powerke. Tako da, zdaj smo pa res enotni in prvotni in ko smo skupaj, super energija, samo to bom rekla. Tako da se že pripravljamo, vsak na svojem koncu. Moram tudi priznati, da smo dokaj med sabo tako skrivnostni, mogoče si kakšne drobtince povemo, seveda ne izdamo si, kdo ima kakšne adute, kje v rokavu, ampak zagotavljam, da bo lep, nostalgičen večer, vsak se bo po svoje maksimalno potrudil, da da na odru tisti energy, ki so ga navajeni, tako da vabljeni, ne vem, mogoče tudi kakšne babice, ki so takrat spremljale otroke. Ja. Zdaj tudi mogoče poudarjamo to, da se pa dogodek res začne ob 10. Ker mogoče smo takrat 2 leti nazaj malo prepozno začeli. Tako da jaz se maksimalno veselim. Ja, vidim, ja. To bo ta energija. Ja, sigurno bom tako rekla. Fino je obujati nostalgijo, maksimalno pa podpiram tudi novitete. No? Tako da fajn je, ko se lahko vrneš nazaj. Jaz recimo zdaj se zmeri rečem, ko me kdo vpraša, katero glasbo poslušaš. Jaz obožujem 80. Jaz še zmeri najraje si ali priklopim radio, ali pa imam ne vem kakšen dober house mix, ki je v avtu. Tako da ni čudno, da se ljudje radi vrnejo v neko brezskrbnost in obujajo nostalgijo oziroma brezskrbne stare čase. Še zmeri pa
trdim oziroma sem prepričana, da kot nek artist oziroma glasbenik je fajn, da ne obstaneš samo v tistem času in da še kaj novega ponudiš. Zato smo recimo dekleta, ko smo imeli, ne vem, leta 2019, ko smo se vrnili, pa ne moramo zdaj sam pač teh enih in istih komadov, vse so fajni, ne. Dajmo še kaj novega, zato se je pa zgodil. Daj se nasmej in pol tako. Imamo skozi neke plane, projekte. Letos smo recimo se drugič preizkusili na festivalu, prvič leta 2003 na EMI, letos pa smo šli na Melodije morja in sonca in mislim, da je fajn, da kot glasbenik ali zasedba, karkoli že, da se mogoče konec leta usedeš, malo pogledaš za leto nazaj in narediš kak načrt za naprej. Tako da mi še se moramo usediti, imamo prav en termin že določen, ko se bomo usedli in bomo imeli malo tak načrtovalski sestanek, vsaka mora priti malo pripravljena, tako da greš na nek zagovor. Da se malo pogovorimo, seveda, kakšni so cilji in tako naprej. Mislim, da je to prav. Kaj bo po Pop Stars? Tako je. Mislim, zdaj je sigurno fokus na tem, kar je prav. Recimo se zmeri pošalim, Sebastian je tisti, ki ima največ energije, mogoče zato, ker je sam in mora pač mogo zmeri misliti za eno osebo, mi smo vseeno 3, si porazdelimo malo te misli in ima skozi kako idejo, zdaj moramo to posneti, pa to. Seba, svaka čast. Kak je pa vaša dinamika med vami tremi? Mi smo pa tudi tako, se kar porazdelimo. Ste pa vse energične, to je pa tudi videti. Smo, definitivno smo. Tako da, ko smo na kupu, to je skozi en smeh, good vibe, bom rekla, mogoče komu izpade, kaj, pa ne bom rekla prisiljeno, lej, kaj se te, glej, paše nam, fajn nam je, super se razumemo, pride seveda tudi kdaj do kakega kleša, ne, ampak smo tako, da se pogovorimo, mislim, da je to ključno, tako kot v družini, tudi v glasbeni družini. Se poznate že res zdaj vrsto let. Ja, mogoče vmes, ko mi smo res delali intenzivna 3 leta, res na polno, pa so se zgodile družine, življenje, vmes, so bili sicer, smo se slišali ne tako zelo pogosto mogoče kot zdaj, stiki se nikoli niso popolnoma pretrgali, no? Ampak je pa zanimivo, vsaka ima svoj itak karakter in vsaka nekaj svojega doprinese. Tinkara je definitivno tista ta planer, kako ne rečem, organizirana. Ja, mogoče mi je zano malo manj, ampak Ana je tista, kako ne rečem, ona se zmeri pošalja, jaz sem tista, ki račune pošiljam. Ima tudi krasne ideje, jaz sem recimo ta glavna, ki se dogovarjam, ne vem, ko imamo nastope ali pripravljam, ne vem, material, matrice, tehnika in tako naprej. Tako da vsaka ima neko svojo nalogo, bom rekla. Se porazdeli. Ja, definitivno, mislim, da je fajn. Ker je pa tista najbolj skrbna, recimo mamica skupine? Vsaka po malem, bom rekla, no. Mogoče bi včasih rekla bolj za Ano, zdaj bolj rekla mogoče za Tinkaro. Ker mi se res rade pošalimo, da to je res ena družina, ne? In moraš biti pač skrben, pa ne smeš jemati tega samo kot posel, no. Tako da ona je bolj tista vestna. A smo to uredile? Po pa velikrat reče, punci, da ne bom izpadla kot mami. Po pa ne vidi, kot mami. Ne, ampak vse fajn, vse jaz mislim, da vsak mora, vsak kdaj kako pobudo, vsaka kdaj kako pobudo prevzame, ampak mogoče pa res Tinkara trenutno tista, ki najbolj tako bdi nad vsem, mamica. A se meni zdi, da imate vi vse hčerke? Tako je. Zdaj sem razmišljala, čakaj, ja, Tinkara ima 3, jaz imam 2, Ana ima 1. Pa še včasih rade dodamo Simona zraven, on pa ima tudi 2 hčerke. A res? Tako da, evo, 2 benda, 2 girl skupini. Ja, nova bebop era. A se razume med sabo, vaše hčerke? Ja, mogoče Ana in Otja od Ane
moja Ana, da se razumem. Jaz imam hčerko Ano in hčerko Alino. In moja Ana in od Ane Otja sta približno podobnih let, ne vem, 2-3 tedne sta razlike, oziroma 1 mesec, pardon. In se najbolj štekata, imate tako dost podobno bubbly energijo, tako sta živahni. Pa moja Alina in od Tinkare najstarejša Taja. To so pol se tudi. Sicer pa, tako rekla, mogoče res kar malo premalo, da bi se družinsko dobivali, vsekakor ne. Veliko nas je in pol vse zorganizirati na kup. Pa vsak je na svojem koncu, ne? Tako je. Tako da zmeri ali čakamo, upamo na kakšen lep poletni vikend, ki so ponovadi tudi na mojem koncu zasedeni, ali pa smo kje po dopustih, tako da, ko se ujamemo in takrat se imamo fajn. Ful dobro, res taka velika družina. Ne, res nas je ogromno. Tako da smo pa punce tako, da res nismo samo delovne, si tudi rade kdaj vzamemo, ne vem, ali gremo na kakšno večerjo. Letos smo sicer tiste naše tradicionalne toplice žal ven spustile, smo pa bili zato na enem takem team buildingu, ker mislim, da je kar fajn, da ga imaš tu pa tam, da si mal poveš, če te kaj teži, kaj razpucaš, kaj dobrega poješ, tako da, ja, priporočam. No, super. Lepo je videti, da v vseh teh letih še vedno. Lepo. Tvoje leto je bilo pa tudi kar pestro, ne? Zaključila si z redno službo, začela samostojno pevsko pot, pa še vseeno v obeh skupinah. Ja. Sliši se veliko. Sliši se veliko in včasih bom rekla, mogoče ne bi si nikoli želela, da zmedem ali občinstvo in tudi medije. Ker vidim, da če ti res ogromno delaš, ne vejo, kam bi te umestili. Jaz bom tako rekla. Sopranos je ena zgodba, in je vse lepo in prav. Bepop je spet ena, nostalgična, z novitetami. Jaz sem pa zmeri rečem, jaz sem en vezni člen med eno in drugo, ampak nisem pa še sebe umestila nikamor. Zato, ker jaz imam itak neke svoje želje, tako in tako glasbo rada poslušam, seveda, ker si v bendu, upoštevaš bend. Ker si pa sam, pa se lahko in izpoveš in izpoješ in pokažeš v neki polni luči, bom rekla. Tako da to, da bi nekaj sama naredila, je v meni ta želja gorela zelo dolgo. Mogoče bom rekla, da sem zmeri bila bolj navajena delati v skupini, biti v nekem varnem zavetju. Ampak ko ti nekaj odzad dela, tako da mi je željo uslišala moja prijateljica Iris, s katero tudi v zasedbi Soprano skupaj pojeva. Je sama tudi avtorica, ima zelo krasne ideje in vem, da mi je sam rekla, o čem bi pa rada govorila, kaj bi pa rada, sem rekla, jaz bi pa res rada eno tako pozitivno sporočilo bi rada dala, ne vem, o tem, zmeraj rečem tako na kratko, da če želiš nekaj doseči oziroma moraš se sam premakniti, noben drug te ne bo, sam moraš narediti tisti korak. Tako da naslov pesmi je Ljubezen greje me, išla je letos jeseni, septembra sem jo dala ven. To ni projekt, ki bi nastal z danes na jutri, nastal je zelo počasi, vzeli smo si čas, pri projektu sodelovala tudi Nejša, sodelovanje z njo je tudi bilo nekaj novega zame in sem zelo hvaležna za to sodelovanje. In ko je zvok štimal, smo morali seveda tudi sliko eno dodati. Snemali smo v Beli krajini videospot, tako da vabim, da si ga gledalci ogledajo. Je krasen, pa tukaj nekako govori o tisti neki temi, v kateri se v določenem obdobju življenja veš, kako ne rečem, znajti. In svetloba, ki jo na koncu najdem. Tako da v nas samih je, da ostanemo, da nekaj naredimo in dosežemo tisto, kar se nam zdi, da je oddaljeno, pa v bistvu ni.
In zdaj malo v šifrah sicer govorim, zdaj mogoče lahko povem, da dolga leta sem bila res preobremenjena in ker sem nekako naučena na to, da jamrati se ne sme, da pač moraš delati, ampak ti lahko delaš en določen čas, lahko pa priješ do take izgorelosti, da, ne, ker jaz mislim, da sem prišla že do ene take točke, ker vem, da sem se velikokrat znašla že z vprašanji, ko sem spraševala izgorele ljudi, kakšen je znak izgorelosti? Že to ti da vedeti, kaj me to sploh sprašuješ. Ker zame je bilo zmeri, izgoriš, da padeš dol, mislim, ne, in obležiš in ne moreš nič, ne. Ampak to je pa tista ta najbolj zadnja faza. Jaz sem pa bila bolj na nekem avtopilotu. To je tisto, ko delaš in v bistvu se avtomatsko smejiš, avtomatsko delaš in si živčen. Živčen pa si kje? V najbolj varnem zavetju, doma. Ne? In sem rekla, da mislim, da je čas, da se malo razbremenim. Zato sem recimo eno varnost, ki mi je bila zmeri sveta, dala na stran. To pomeni, da sem se odpovedala redni službi, kar je bilo izredno težko zame. To je mogoče za nekoga, kot da gre na kavo. Zame žal ni bilo, ker pač zmeri rečem, da sem mogoče malo starejša generacija, ker sem bila tako naučena. Tako so me učili celo življenje. No? In ko izpustiš neko varnost, kaj bo pa zdaj? Pa se pa skozi sprašuje, je to vredno, sem vredno naredila. Jaz sploh mislim, da je bil potreben ta reset. In zato, ker sem se odločila zase, sem se odločila tudi za to pesem, ker mislim, da je glih nekako gre z roko v roki. Zdajle trenutno se še regeneriram, ne bom rekla, da sem se čist že resetirala, ker še zmeri padem v en tak, ko sploh ne vem, kam se naj dam, ko imam preveč časa, pa v bistvu nimam preveč. Pa me recimo zasujejo obveznosti, spet vem biti v enem tem triggerju tesnobnem. No? Tako da se počasi navajam, zato recimo tudi več nekih sprehodov deluje, šport, narava, družina in pa seveda odklop od vsega socialnega. Ampak ne, sem v fajn stanju, fajn mi je tudi, da se glasba dogaja, da se plani delajo. Zdaj se je sicer tale moj single zgodil, to ne pomeni, da še nimam želje česa novega dati, ki bo verjetno bolj ne bo tako zelo globoko oziroma osebno izpovedno, ampak bom predala še kakšno prednost sopranos in bebop. Zdaj sem pa tukaj povedala, da mi je kar vroče rad. Sem te kar pustila. Čeprav zanimivo mi je, ne, če nekdo govori o tem približanju izgorelosti, slabem počutju, ne bodo glih tiste varne opcije izpustili, ne? Kakor jaz predvidevam, je res prevladala pri tebi ljubezen do glasbe, verjetno. In kako se v tem počutiš boljše, kot pa nekje v nekem sistemu, če lahko temu rečemo. Sicer sem zmeri, če še tukaj dodam, sicer sem zmeri govorila, mogoče tudi zaradi tega šla tukaj teži iz službe, ker sem zmeri imela ljubezen za hobi, glasbo kot hobi, kot sprostitev. Nikoli si nisem želela, da bi bila glasba moj edini vir dohodka, ker me je bilo strah, da bo pol tale si zbledel. Ne? Ampak načeloma ni. Videti ni. Je kar fajn, da je tako, kot je. To jaz tudi zmeri znova poudarjam. To ne pomeni, da zelo v življenju ne bom šla nič več delati. Jaz sem res delovno dekle, rada delam, ampak mislim, da si vsak zasluži nek premor. Sploh pa, ko začutiš, da nekaj ni v redu, moraš. In jaz sem se v bistvu tukaj ne samo zaradi glasbe, jaz sem se najbolj zaradi sebe in zaradi družine odločila, da se moram zresetirati in se nastaviti nazaj na dobro staro Alenko. In zdaj po parih mesecih si videla, da je bila to prava odločitev? Ja, definitivno. Pa vseeno pogrešaš kaj iz tistega obdobja ali zaenkrat še vlada to navdušenje? Veš kaj, pogrešam sodelavce, pogrešam družbo, ker smo res bili ena super ekipa. Manj pa pogrešam delo, ki sem ga opravljala, ker je bilo res naporno. No. Mislim, vsako delo je naporno, ampak organizacija dogodkov, res biti vpet v vse.
in to handlati z popoldanskimi vikend obveznostmi, jaz sem res bila. Vem, da je meni veliko, sploh kakšne mamice so mi rekle, joj, jaz tebe kar občudujem, jaz že, ko pridem iz šihta, pa moram otroka pelati na eno pa drugo obveznost, pa jaz dol padem, ti pa te gledam, jaz sem rekla, ne me občudovati, prosim, jaz nočem biti vzgled nobenemu, nočem, da si to kdo vzame za vzgled, da mora tukaj skakati in tukaj delati in tukaj kazati, da je tukaj poln energije, ki v bistvu ni. Ne? In to je ta realnost, ki je pol ne pokažemo. Ne? Ampak jaz jo pač povem, ker ni nič takega. Mogoče še kdo se najde v tem. Evo. Kaj pa družina, hčerke, sta opazile kako spremembo zdaj, ko si pustila en del? Je ta starejša, vem, da mi je rekla, kaj to pomeni, mami, da je zdaj skozi doma? Ja, mogoče boš imela skozi kosilo kuhano, se to ne pomeni, da prej je bila lačna, ne, ampak ne, fajn je, sploh mlajša zelo vesela, ko pride domov, vse kakšne te šolske obveznosti skupaj uredijo, preberava, ki je v miru, tako da ona je zelo vesela. Tako da zdaj mi ve reči, mami, a zdaj vikend spet greš? Sem rekla, ljubi, sem zdaj bila cel teden doma, zdaj pa res grem. No, ok, daj me poljučki, ko prideš domov. Ok. Lepo. Zdaj, starejša smo rekli, da je stara 15, mlajša pa? Mlajša je pa 8 proti 9, ki se pomikajo. Tako da je malo razlike med njima, zato tudi tukaj več tenzij med njima. Ampak ne, sta super punci. Karakterno sicer ko noč in dan. Ampak mislim, da sva dobro naredila, no? Da sva jo dobro vzgojila s Primožem. Starejša pa lahko vidimo tudi v videospotu, ne? Tako to si je. prej nisi Vidiš, povedala. tega pa sploh omenila nisem, no. Ja, ona, mogoče tukaj a si ugotovila, kaj ona predstavlja, ko si ogledala videospot? Enkrat me je ena zelo presenetila, mi je rekla, ona igra tebe, ne? Ker ona dejansko igra mlajšo različico mene. Ker mi, ko smo mladi, mi smo brezskrbni, mi imamo veter v krilih, mi si upamo vse. Ne? In zato je ona tista, ki jaz sledim v videospotu in da grem iz teme v svetlobo. Tako da, ja, sem zelo ponosna. To je tudi, recimo, zelo zanimivo, ker je ravno v takih letih, ko jo je že treba vprašati, a lahko kakšno fotko kje objavim, a bomo se kje posneli, in je bolj kot ne vse ne. In ko sem jo tole, ko je pač padla tukaj ideja iz strani idejne vodje videospota Sare Golob, da si predstavlja pač mojo hčerko, sem rekla, to pa težek zalogaj, ne vem, če bo ona za, ne? In ko sem jo vprašala, ja, mami. Wow. A res? Z prve. Ja. In je bila tako. Sicer jo moram zelo pohvaliti, zelo je bila prepričljiva. Tukaj se vidi, da je res dolga leta plesala in je imela malo te neke gracioznosti in igre. Tako da ja, mogoče pol ta mala mička bila, zakaj pa nisem jaz, boš ti drugič. Itak. Sestrsko. Tako da ja, ne, to pa skozi to neko rivalstvo. Ampak ja, sem bila zelo vesela, da je bila del te zgodbe. No. Ful lepo, en tak večen spomin. Definitivno. Zelo lepo. Kaj pa vidva s Primožem, ne poznam vajne ljubezenske zgodbice, sta skupaj že dlje časa, ali sta srednja šola? Kako? Ne, tukaj dolg pa ne. Dejstvo je, zdaj sva imela polnih 19 let, spoznala sva se pa tako, ker jaz sem drugače iz turizma, in sem si želela pač delati z mladimi, tako malo animacije. In seveda, ker sem glih zaključila z eno zgodbo Bipop, v bistvu zaključila. Mi vselej govorimo, da smo šli na pauzo, ki je pa res trajala, pa kar dolg, skoraj 10 letje. In sem rekla, nič, jaz bi pa mogoče malo tako pol let delala z mladimi in pol vem, da sem dobila kontakt od ene agencije za mlade in so se nekako povezala glih s Primožem, ki je pa vodil te animatorje. Ne. In tam je pa bilo pravilo, da se animatorji med sabo ne vežejo, tako da nisem kaj daleč prišla kot animatorka. Ampak ne, izkazalo se je, da sva super match, no, bom rekla. On
preprost zasavc, jaz pa preprosta prlečka, ki se pač našla skupaj. Tako da pri nas doma imamo kar orenk enih dialektov pomešanih. Se živite pa kje? Trenutno smo na obrobju Ljubljane, dol pri Ljubljani, prej smo bili v Ljubljani skupaj, zdaj pa tudi mičken počas, nam je že tesno, tako da razmišljamo malo, da bomo verjetno mogli nekaj ukreniti čim prej. Zdaj sicer nam je fajn tam, kjer smo, ampak pustimo čas v čas. Kaj pa potem hčerki, kateri na glas vlečeta ali ne, nevtralno? Ne, kar nevtralno, itak so, ne vem, že od vrtcev dalje, od šole dalje, pač ta nek ljubljanski, ni tist ljubljanski dialekt, ampak lepo govorita. Je pa zanimivo, da če gre, ne vem, katera ali k babici v Prlekijo ali Zasavje, se takoj vesta navleči dialektov. Ker jaz imam neko mešanco, meni se še zmeri sliši štajerski dialekt, ki ga nikoli ne bom, niti si ga ne želim zradirati popolnoma, no. Ampak pri meni je hecno. Takoj, ko prestopim mejo prleško, takoj prleško začnem gučati. Ampak to je neka taka stvar. In sem tudi moji mami rekla, moja mami se je še en čas nekaj trudila, pa nekaj govorila. Saka, mami, ti kar prleško guči, pa se te bo ta že razmila, ne? Ja. Boste se mogle potruditi, ne? Ja, tako. Ja, tako da, evo. Pa te je tvoj partner poznal iz časa Bepop? Te je poslušal? Je. Enkrat mi je celo rekel, veš, kaj sem zmeri trdil, ne? Ko sem tebe videl, ta pa mora biti fejst punca. Ta pa mora biti fejst punca. In vem, da mi je še enkrat rekel, ko sva, ne vem, prvič se začela tako pobliže bolj spoznavati in ko sem mu rekla, da obožujem, ne vem, te neke domače pripravljene jedi, je rekel, takrat sem se zaljubovate. Ko sem videla, da si pa res čist preprosta, nezafnana. Pa rada kuhaš? Ja, to je bil ja. Ja, rada kuham, nisem pa tipična tista, ki pa me izpopolnjuje ljubezen, ko sem za štedilnikom. Me ve kar malo izčrpati, no. Ampak rada tudi kaj novega, kdaj pripravim, med tednom vsekakor kaj bolj na hiter, ampak vidim pa, ko sem pa doma, pa ko ta mali dve res ogromno pojesta. Jaz se včasih pošalim, to pojesta več od mene in od Primoža. Mislim, mogoče od Primoža niti ne, ampak od mene definitivno. Sploh ta velika. Verjetno, ne. Ne, itak da ne, ampak to so pač rasejo, rabijo energijo, no. In tako da ja, vem ogromno kuhati, brez sramu pa tudi rečem, da si velikokrat kdaj kaj naročimo, orderin, ali pa gremo kam kaj pojesti. Čisto normalno. Kaj pa zdaj približuje se prazniki, Božič? Kako izgleda Božič pri vas? Ja, letos bo nasploh december izredno deloven. Jaz še na sam predbožični dan imam en nastop. Smrečico smo že okrasili. To je recimo še ena taka stvar, ki sem šla malo iz svojega okvirja, ker jaz izhajam res iz tistega prleškega konca, ki je res krščanski del. Hodila sem kot otrok veliko k maši in tam je bilo pač ta drevešček se dela na predbožičen večer. Ne? In tukaj sem začela popuščati z leti. Ne? Tako da zdaj ga ponavadi tam drevešček okrasimo okrog 10. nekaj tazga, ne še 1. decembra. To ste ga ravno zdaj v bistvu. Ja, ravno zdaj minuli vikend smo okrasili, zdaj še smo nekaj malo stanovanja okrasili, no, tako da imam malo več tega vajba. Jaz obožujem ta božični čas oziroma ta praznični čas, ker vse lepo v lučkah. Se mi zdi, da so ljudje, pustimo tiste po shopping centrih, ki vejo vse last minute kaj nabavljati, ne, vejo biti malo nervozni, ampak se mi zdi, da je vse bolj sproščeno, ker se mogoče tudi delo mičken umiri in se vejo vsi malo umiriti. Ta tenzija se malo sprosti pri ljudeh in je več začutim več prijaznosti. Po drugi strani pa mogoče tudi kako stisko, ne, pri nekom, no, tako da fajn mi je, da smo in bomo v krogu družine tokrat, sva se že s partnerjem odločila, da bova naredila eno predbožično večerjo, 25. bomo se verjetno še s kakimi babicami, detki kaj ujeli, pa so pa še malo nastopi do konca leta in je to, ne?
Se v bistvu december hitro mine. No. Ja, takoj. Prehitro, bom rekla. No. Ja, ker se veliko dogaja, veliko je dogodkov. Tako je. Tudi za nas, ki gremo gledati, kaj je ne. Potem zaključki. Vse je decembra. Ja, itak je treba izkušati. Zato pa ne. A si tudi ti začutila malo to neko sproščenost pri ljudeh? Ja. So malo bolj. Čeprav mislim, da zdaj, v drugem delu decembra, bo malo bolj. Ja. V začetku do 15. se še vse rihta. A ja, ker se še mora kaj umiriti. No, jaz vem, zdaj, če gledam tudi iz strani turizma, takrat, ko sem še delala, se je decembra že vedelo orenk umirjati, no. Ko smo sodelovali s kakimi podjetji, ki so imeli že, ne vem, te neke budžete že zaključene, tako da pa so bili še kakšni obiski podjetij, ne vem, veliko je bilo obiskov nas, tako le malo bolj, to ne pomeni, da nismo delali, seveda smo, ne, ampak umirjeno. je bilo bolj umirjeno. Umirjeno. Torej, ti si predelala v turizmu. Tako. Vemo pa tudi, da zelo rada potuješ, a ne? Ja. Potovanja so ena taka tvoja. Ja, letos sem si recimo že mogoče za svojo 40-ko privoščila, smo šli z vso družino v Ameriko, v New York. Zmeri se tako malo pošalimo, da smo mi taka ena amerikanizirana družina. Ja. Jaz moje sicer že lep čas prepričujem, ker jaz si pa ful želim iti še kaj azijski konec, nekaka Tajska me vleče, Filipini, pa jih neki, ne vem, mogoče Primoža še najmanj vleče v tisti konec. Ampak ne smo šli, ta najstarejši se itak, se je, ne vem, kaj se je odprlo, ker je bila presrečna, ker zajokala tamle na Times Squareu od vseh tistih lučk. Ta malo, smo pa kar bili malo žleht, pa smo jo malo nahecali. Ker ona je še tista itak najmlajša in skozi se raztrosi, kam gre, kaj dela, kam bo šla gor dol. In smo jo malo pohecali in smo jo rekli, da pa gremo v Italijo. Ker dejansko smo rešli, ker smo leteli z Italije. In pol, ko smo prišli na prestopno letališče, smo ji dali sam boarding, kupon, kjer je pa mogla prebrati, kam gremo. In pol tudi krvjok. Obe sta res tako navdušeni nad, zato mi je tudi fajn, ker obe moram kar pohvaliti, tudi zelo dober, jima gre jezik, no. Tako da, če pa greš res v tisto okolje, kjer tako govorijo, recimo najmlajši ni bil problem tam se pogovarjati z domačinko. Res? Ja, jaz sem gledala, v redu, dober. Vse se je zmenila. Vse se je zmenila, vse. Tako da ja, to. Po smo bili letos, poleti smo bili tudi, mi rečem, da smo na pol Grki. V Grčiji smo bili, smo si letos tudi malo privoščili na dopustu, smo šli na otok Krf, najprej pol na Kefalonijo, Zakintos in na koncu v Atene. Zdajle, do konca leta itak niti ne moramo, neki smo se trudili, da bi mogoče šli eno prestolnico za te božične praznike pogledati, pa bomo verjetno uspeli iti sam do Zagreba, ampak mislim, da tudi Zagreb je fenomenalen. Naslednje leto pa že imamo par stvari na bucket listi, no. Tako da se mi zdi fajn, če je le priložnost in sredstva, pač, da tudi otrokom kaj pokažeš, pa da jim razširiš njihove sive celice, no. Ker se mi zdi, da s tem pač posrkajo in vidijo mogoče tudi drugo kulturo in kako tam živijo in kako živimo pač pri nas. No. In da pol mogoče malo bolj cenijo, kje so. Ja. Tako da, ko se usedeš dol in narediš karierni plan, zraven narediš še potovalni plan? Bom tako rekla, mogoče prej, ko sem res bila v službi in ker pač itak nimaš dopusta na pretek, smo se res mogoče malo bolj mogli usedeti in splanirati. No. Zdajle mogoče malo bolj morava gledati na te počitnice, ne? Otroške, kdaj se lahko kamorkoli gre. Tako da za naslednje leto imamo v planu za zimske počitnice nekam skočiti. No. Pa bomo še videli. No. Za poletje še nimamo iskreno, čisto nič v planu. Kje je še to? Se je pa začela starejša hči Alina, ki je letos prvi letnik srednje šole, učiti španščino. Tako da je malo navrgla, kaj pa če bi mi šli nekam, kjer špansko govorijo. Lepo. Tako da mogoče, ali pa kakšen vikend oddih, ali pa ne. Ja. Je pa fajno. Fajn je potovati in razširjati res.
Pa tudi, če grem sam do Prlekije, mi je čisto fajn. Joj. Itak, dom je pa doma, ne? Definitivno. Kaj so pa še kakšne druge vrednote, ki jih želiš predati svojima hčerkama? Mislim, da najbolj pač definitivno to, ta neka empatičnost, prijaznost in pa skromnost. Jaz sem zmeri rečem, da sem taka skromna punca, skromno dekle, ženska in si želim, da se ne rabita kazati, sploh ne s kakim materialnim. To je vse minljivo. Zmeri, glih hčer mi je bilo zanimivo. Evo, hčerka najmlajša mi je rekla, mami, dan sem pozdravila eno punco, neko starejšo na šoli in mi je rekla eno grdo besedo. Sem rekla, zakaj pa si jo pozdravila? Mami, če pa tako lepa. Sem rekla, a se ti zdi, da je lepa, če te je tako odzdravila? Rekla, ne, ni. Sem rekla, no, glej, ti si lepa in odznot in odzun in deli na tem. Bodi prijazna in drugi bojo prijazni do tebe. Če pa ne bojo, pa se odstrani od njih. Ne si želeti nekam pripadati, kjer te ne sprejmejo. Mislim, predvsem to, ker vem, da mladi imajo ogromno težavo ravno s tem, ker si želijo si vključevanja, želijo se vključiti tistim, ki so priljubljeni. Tudi, če niso dobri. Ampak ne za vsako ceno. Tako da to empatije vem, da imate obe ogromno. Pač vse kot pravim, sem že prej rekla. Mislim, da sta zelo dobri punci. Seveda imata jezike že malo nabrušene, ne? Ampak to ima itak vsak. No. Tako da to. Lepo, zelo lepo si povedala. In se mi zdi, da je to bil en tak lep zaključek, pa da greva še na moja zadnja kratka vprašanja, za kratke odgovore. Pa en požirk kave. Izvoli, privošči si. Glede na to, da si res veliko govorila. Joj, res. Ja, se nisi edina, enim ostane kavica. Ja, no, sej meni je tudi. Ampak glej, meni je mami zmeri govorila, tudi če ti mrzla kava ostane. Mrzla kava je za lepoto. Evo. Pa mamice po navadi rečejo, da so itak navajene mrzlo piti. No, ja, itak. Ali si jutranja ptica ali nočna? Nočna, definitivno nočna. Mislim, da bom z glasbeniki potrdila malo ta stereotip. Jo, ja, meni je hecno, recimo, ko grem kdaj, ne vem, pa to ne pomeni, da hodim 2 zjutraj spat, ampak tam okrog polnoči, ne vem, ok, ko so pa nastopi, pa itak ne bom govorila kdaj. In vem, da sem zdaj že bila nekaj utrujena in že ob 10 kinkam in meni moj, kaj ti že greš spat, jaz pa to je normalna ura za spanje človek. Ja, tako da, ja, tam okrog polnoči pol enih grem spat, no. Ni bil navajen. Očitno res ne. Imaš kakšno sladko razvado? Veš, kaj je bolj slano, ker so takole, ali si sladek, ali si slan, ne? Jaz se pol pošalim, jaz imam dovolj sladko življenje, ne? Jaz imam bolj slane pregrehe, kakšne te čipske. Za gricka. Ja, ni glih dober, tako da raje ne kupim. Če bi lahko izbirala, kakšno super moč bi imela? Kakšen od Harryja Potterja, neviden klovk, a veš? Kaj si mal neviden, ko se v kak kot postaviš, pa mogoče kaj, sam te že vohunsko. Ali pa letenje, da mal letiš, pa mal občuduješ iz druge perspektive. No, zdaj sem 2 rekla, lej. Pa v redu. Okay. Ali si takšna oseba, da obžaluješ dogodke v preteklosti, ali misliš, da se je vse zgodilo s razlogom? Tukaj je tako dvorezno, ne? Definitivno, ko si starejši, imaš zmeri tiste modre, ne? Če bi včasih s tako pametjo razmišljal, bi marsikaj spremenil. Ampak pol danes definitivno rečem, se že moglo vse zgoditi s svojim namenom. Tako kot si že ti sama rekla. In pa še za zaključek me zanima, kaj je najlepši kompliment, kar si ga prejela, da se ga še zdaj spomniš? Kriza. Najlepši kompliment. Zdaj. Ne bom kar izhajala iz družinske tele slike.
da punci sta pa res lepo vzgojeni. Evo, to. Zelo lepo. Hvala. Alenka, najlepša hvala za tale klepet. Prijetno je bilo. Zdaj pa še deva tole kavico do konca popiti. No, hvala.